Prva dama New Yorka načrtuje potovanje k družini v Sirijo in Libanon, dve državi, ki sta na seznamu držav, kamor ameriško zunanje ministrstvo odsvetuje potovanja. In s seboj bi lahko vzela tudi policiste NYPD. Prav ste slišali, Rama Douadji, žena župana Zururuna Mamdanja, naj bi za potovanje, ki se bo predvidoma začelo 20. septembra, zaprosila za varnostno spremstvo, financirano iz davkoplačevalskega denarja. A že zdaj poteka velik spor o tem, ali bodo te policisti sploh šli. Županov urad pravi, da je NYPD priporočil zaščito. NYPD pa pravi, da njihovi policisti ne bodo potovali tja za potovanje, ki ni uradna mestna zadeva. Kdo ima torej zadnjo besedo in kdo bo to plačal, kar je še pomembneje? No, zdaj se nam iz New Yorka pridružuje Gerard Filitti, da razloži pravna in varnostna vprašanja v zvezi s tem potovanjem, svetovalec oziroma višji svetovalec, pri organizaciji Lawfare Project. Torej, Gerard, ali lahko župan zakonito pošlje policiste NYPD, da ščitijo njegovo ženo na zasebnem potovanju v tujino, še posebej v države, za katere velja opozorilo, naj se ne potuje? No, prav v tem je ironija. Ameriško zunanje ministrstvo pravi, da noben del Sirije ni varen in odvrača Američane od potovanja tja. Vendar mestna hiša želi poslati varnostno spremstvo za zasebno osebo. In ne pozabite, da je župan Mamdani vedno trdil, da je njegova žena zasebna oseba, ki jo izpostavlja nevarnosti brez kakršnihkoli mestnih poslov. To je vrhunec privilegiranosti. In težava ni le njena varnost, ampak tudi varnost policistov NYPD, ki nimajo pooblastil za aretacije in morda v Siriji sploh ne bodo smeli nositi strelnega orožja. Torej ostaja odprto vprašanje, zakaj to počne zdaj, še posebej, ker je to poletje opravila že veliko drugih potovanj brez kakršnega koli varovanja. Če gre na koncu za osebno družinsko potovanje, kot razumemo iz poročil o tem, ali bi morali davkoplačevalci v New Yorku kriti stroške takšnega varovanja? No, to smo imeli kot etično vprašanje v administraciji de Blasija. In zaključek je bil, da sta župan in njegova družina upravičena do policijskega varovanja. To je funkcija mesta. Torej njihove plače in nadure plača mesto, torej davkoplačevalci New Yorka. Vendar pa potovanje samo ne bi bilo pokrito, ker kot je priznal župan Mamdani, ni nobenih uradnih mestnih obveznosti, v katerih bi sodelovala. Torej gre za delitev stroškov. Zanimivo. NYPD pravi, da policisti ne bodo šli, ker to ni uradna mestna zadeva. Kaj se zgodi, če se županov urad in NYPD na koncu še naprej ne strinjata glede tega? Kdo bo dejansko imel pooblastilo, da sprejme končno odločitev? No, to je odlično vprašanje in mislim, da bo na koncu NYPD sprejel to odločitev, ker ne more poslati svojih policistov v nevarnost, če se za to ne prijavijo prostovoljno. Prijaviš se, da ščitiš mesto New York, ne pa da ščitiš nekoga v konfliktni coni, ker ti ameriško zunanje ministrstvo pravi, da ni varno iti. In mislim, da če bo župan Mamdani vztrajal pri tem, bo to povzročilo še večji razkol med njim in newyorško policijo, kot že obstaja. No, očitno je to zelo zanimiva zgodba. Lahko bi rekli, da bo fascinantno videti, kako se bo to razpletlo. Potovanje se bliža. Še vsaj mesec dni je, preden bo končno odpotovala. Tako da bi vas morda povabili nazaj, da ugotovimo, kaj se bo zgodilo naprej. Seveda.